Pred nami je sprememba zakona o praznikih in dela prostih dneh, s katero se predlaga, da praznik svetega Martina 11. novembra uradno zabeležimo kot državni praznik. Praznik, ki ni dela prost dan. Vprašanje Levice pri odločanju o tem, ali je smiselno ali koristno, vselej ostaja enako. Kaj bi to prineslo ljudem, ne politikom? Kaj bi s tem naredili za delavsko večino, delavce in njihove družine? Je delavcu pomembna protokolarna funkcija praznika in priložnost za fototermin lokalnega funkcionarja, ali je zanj ključnega pomena, da je na dan praznika prost, da si lahko odpočije in čas preživi na način, ki ga sam želi? Kaj nam bo praznik vina, če ga lahko pijejo samo nekateri? Ideja pravičnega dela, ki jo zagovarjamo v Levici, je seveda širša. Naslednji korak v evoluciji boja za delavske pravice, ki je v preteklosti že izboril 8-urni delovnik in prost vikend, je jasen. Krajši delovni čas, manj delovnih dni in manj dela za višje plačilo. Tehnološki napredek in robotizacija delovnih procesov prinašata večjo produktivnost in bi morala od delavca terjati manj dela. Krajši delovni teden, več dela prostih dni in več prostega časa za samo aktualizacijo je zato edina možna za delavce pravična sprememba. Vse ostalo je larifari in politični PR. V Levici zato podpiramo idejo o novih državnih praznikih, ukolikor so ti tudi dela prosti dnevi. Pričujoči predlog tega pogoja ne izpolnjuje, zato ga ne podpiramo.